気とすな。
takole bom povedala najprej o volilni kriminalki po naše. Ne vem, zakaj imate volitve tako resno in čemu taka fascinacija s kandidati, ki se objektivno gledano vse bolj oddaljujejo od volilne baze nekako v stilu zebra gre na luno. Po njih dejanjih jih boste spoznali. Edino te biblične besede so lahko merilo našega zaupanja. Vse drugo odpihne veter, kot da nikoli nič ni bilo. Zato se 2 tedna pred volitvami učilni ne ukvarjamo več s programi. Vsi so si bolj ali manj podobni. Suverenost, protikovidskost in samooskrbnost. Ponekod štrlijo ven kakšne nesprejemljivosti in povsod se verjetno skriva tudi kakšen mrtvec v omari, tako kot vsaki dobri kriminalki. Saj res, a ni to kriminal, da smo že imeli volitve, na katerih je bilo 500.000 neveljavnih glasovnic? 50.000, to je za 4 poslance v državnem zboru. Kako zdaj to na naslednjih volitvah zrihtati, da se to ne bi ponovilo, bomo tudi kakšno rekli o tem, da se sleparija ne ponovi. Danes imamo v učilni že 7. srečanje, odkar smo se novembra lani začeli družiti v živo, ker smo pogrešali človeški stik, druženje in smeh. Pri nas so že gostovali ugledni misleci in aktivisti, Pater Bežan, Anton Komar, Branko Bradišnik, Kira Zorko, seveda Mohor, Hudej, pisatelj in publicist, ki bo tokrat razgrnil resnico o volitvah 2022. En aplavz. Hvala lepa za aplavz, pa je nekaj se povedal, ne? Jedrnato analizo programov strank bo podal upravitelj težke mehanizacije in aktivist Mirjan Kocijančič, bomo ga potem spoznali. Potem se bomo igrali s volilnimi glasovi. Ja, tudi to mi je nekdo že učital, torej, da se igram z volilnimi glasovi, ampak igrica bo, kdo je naš favorit. Da vidimo, kam pa staca moli, da ne zafrčkamo naših volilnih glasov, ker so volitve bolj ali manj predvidljiv stranski produkt demokracije, bomo čas našega druženja tudi koristno porabili za nekaj najnujnejših nasvetov o organskem in ekološkem vrtnarjenju, o čemer veliko ve Vito Klinc, in bo čas, da boš kaj povedal, Vito. Uvodne in končne takte, torej je uvodne takte dejala skupina Etnopod, hvala lepa, in računamo tudi na koncu na kakšno lušno musko. No, zdaj pa Mohor greva midva na najno pot k resnici o volitvah 2022, pa bi mogoče začela z zgodovino, ti si dober poznavalec zgodovine, to smo se že večkrat prepričali v naših pogovorih pri tebi doma. Pa kaj bi se mi pravzaprav lahko naučili iz zgodovine, kaj smo se naučili ali se pa še moramo, prosim. Jaz bi vas vse najprej pozdravil, tako da me veseli, da nisem pričakoval, da bo tukaj ljudi, ne? Glede na to, da si neka strašna medijska zvezda, razen če Facebook štejemo za medije. Tam pa neka težim, da ne morejo ljudje me upiti na nek način, opiti, ne upiti. Mogoče ti še sledi. Ja, kakorkoli že, skratka pozdravljeni, hvala za povabilo. Moram povedati na začetka, da se reka, da brez veze, da govorim, da to smo zapisali. Pa ne gre, mislim, včasih potem tisne, tako da ti paše, pa ten vabi, pa se ti delaš, da nočeš, pa to ne, ampak mene res ne paše, na to temo govoriti, zato ker zdaj je že tako, ko si enkrat pred volitvami, je približno tako, kakor vsi vse vemo, v bistvu, tako kot prišlo z bolom. Tako da sem se hotel malo distancirati, ampak pustno zdaj to. Zdaj, da grem na temo, vprašala si me, kaj se lahko iz zgodovine naučimo. Zdaj, tako bom rekel, na splošno, če govorimo,
je to ena taka fraza, ne? Da se nič nismo iz zgodovine naučili, pa nič se nismo iz zgodovine naučili, pa tako naprej. To se nas ponavlja. To se spomnim, da so nam že v osnovni šoli govorili, da sem bil še v nekem čist drugem sistemu, pa potem pa še nov sistem, pa nas pri kurju nič se nismo iz zgodovine naučili, pa spet nov sistem in tako naprej. In ta zadeva se non-stop na nek način ponavlja. Po moje je razlog, da se više naučimo iz zgodovine dosti bolj preprosto, kot si mi mislimo. Na eni strani imamo novo rojene, na drugi strani imamo pa sistem. In ta sistem je vsakič znova pač odvisno od trenutnih razmer. Zdaj, če se je otrok rodil pred 2 leti, je bila verjetno ta zgodovina, v kateri so ga učili v šoli nekaj posebno drugega, kot bomo zdaj mogoče danes, ali pa čez let, ali pa kakorkoli že. Tudi o tem je enkrat Borges, ko se ga že večkrat omenil v nekih drugih kontekstih pisal, točno, da ko se neka stvar zgodi, imamo v bistvu neke pričevalce, zdaj vidimo, ko imajo te po televiziji, gledaš te pričevalce, eni so že taki, da parkrat jim je že možina skočil v besedo, pa jih je usmeril, pa so že tako dementni, da že kome vedo, kaj govorijo. Mislim, pa ne naročujem vse, ampak ne vem, kje je tu smisel. Mogoče bi bil kje ljudje, ampak skratka, ljudje, tudi tisti, ki so očividci, pozabljajo. In tam, ki so okrog ljudje, na nek način, nek dogodek vedo, kakšen je, potem pa pride v bistvu pri zgodovini da je zanimivo fenomena, da to, kar je bilo zapisano kot neki pričevalci, oziroma kot neki izpričani očividci nekega dogodka, so v nekem določenem trenutku izpostavljeni trenutnemu političnemu režimu, recimo, kakršnokoli pa že je. In ker ta politični režim je v bistvu tudi na nek način pri tistemu, ki izpričuje nek svoj dogodek, je na nek način že tudi prisoten nek občutek avtocenzure. Človek ne bo zmeri, včasih si reč pismiš, imate tole vlak stane glave, na primer, v enem določenem sistemu. Tako da že tam pride do prvega odklona, no, potem pa, ko to zapišejo, smo dobili v bistvu že neko resnico nekega odklona. Čez 50 let pa ljudje berejo to, kar je bilo zapisano, pa nekdo sta spet v nekem novem sistemu, pa sta dva, ki se že med sabo prepirata. Ne vem, se bom rekel, Dežman, na primer, ki je desni zgodovinar, pa Možina, ki je desni zgodovinar, pa ne vem, to je Pirjevc, recimo, pa Spetlen, imata vsak svojo verzijo in potem iščeta veliko te zapise. Čez 100 let sem v bistvu ta zgodovina popolnoma spremenil. Skratka, postane na nek način bolj kot nek fiction. Potem imaš, recimo, jaz delam v knjižnici, ljudje pridejo, pa berejo, recimo, Ivana Zivca, ki piše v Celjskih grofih, sam fiction, in recimo, potem greš ti, ko vodiš, pa skrbiš za to, da ljudi viri, kako se da verodostojni, pa začneš to o tem govoriti, ti potem nekdo tam reče, ja, ampak to pa ni tako, pa ti pove, ko je bral Zivca, pa tam je neka potvorba. In zgodovino je tako, zdaj pa. Tam imamo neke otroke, ki rastejo na različnih zemljih in na kak način boš ti v bistvu prišel do neke te resnice. In zdaj se spet vrnil k Borgesu. On ima tisto zgodbo, da obstaja nek, on pravi ornitološki obstoj, za ornitološki dokaz za obstoj Boga. Vidiš javto ptičev, ki se skrije takoj za streho in potem rečeš, koliko ptičev je bilo noter, mi ne vemo, mi se prepiramo, mi smo interpreti tega, to, kje si videl to, kje si to, ampak ta jata ptičev ima neko določeno število ptičev, ki so v tej večji jati. To je resnica. Krog te resnice se pa zdaj začnejo pojavljati na nek način te naša ugibanja oziroma približevanja te resnici. In zagotovo obstaja resnica. Jaz sem vedno alergičen, kdo reče, da obstajajo zgolj interpretacije. Ne. Obstaja resnica zagotovo. Sploh pa, če živimo tako, kot živimo, jo na nek način da se vse racionalno različi. Nekaj stvari mi čutimo, ko smo verjetno tukaj, smo predvidevali taki, ki smo
Možda ne začutil, da je s tem COVID režimom nekaj narobe in zelo težko nas zato prepriča, da je treba maske nositi v gozdu, da je težko, da ne moreš iti. Mislim, te nebuloze, ki se lahko človek samo smeji, spa se tako nasmejala, da bi zdaj jaz bil Monty Python, ampak to je bil Monty Python. Dejansko nismo gledali, oziroma nismo bili v vlogi Monty Pythona. Če bi zdaj to snemo nas, bi to Monty Python postikili. Tako da so nas pripeljali. In zato, kaj se lahko naučimo iz zgodovine? Po moje je največ, kar se lahko naučiš iz zgodovine, da imaš tak leuvid, ko sem ga zdaj jaz povedal. Da znaš neko distanco do teh stvari, pa da premišljuješ. Zdaj, pokončno odgovor, pa jaz v bistvu tle ne vidim. Dobro. Zdaj, bi skor mogli omeniti najbolj slavnega zgodovinarja tega časa. To je ta Harari, izraelski zgodovinar, na katerega prisega naš... Sociolog zgodovinar, ja. V glavnem, naš predsednik ene stranke bi ga uvrstil v tist štab, ki bi reševal svet. No, vemo pa, kaj ta Harari govori in to torej v tesni navezi s Klausom Schwabom, da smo ljudje hackable animals in da zdaj je čas lova na nas odprt. Zato sem te vprašala, Mohor, iz težkih dogodkov, ki jih je človeštvo zmagovito prešlo, mogoče zdaj moramo črpati nek nauk v tem času, namreč ti si zapisal na svojem Facebooku, preden so te ukinili, da gorje nam jeseni. Prosim, če poveš, kaj si s tem mislil, pa kako pravzaprav se vse skupaj začelo. Če spomnim tiste, ki niste bili na Mohorjevem prvem predavanju, pri nas v učilni, ki si imel takrat ravno o tem, kako je ves svet zgrajen na laži. In dajmo sam malo to povzeti, prosim. To, kar sem napisal skozi kontekst nas, ki smo necepljeni in tisti, ki se ne želimo cepiti. Če je kdo cepljen, potem je njegovo gorje drugačnega tipa kot moje. Ampak v mislih sem imel, jaz velik egoist, jaz sem to razmišljal zgolj skozi se, zelo težko razmišljam skozi tvoje možgane, naprimer, ne gre, pa sem že probal, ne gre, skušam biti empatičen, ampak vseeno jaz sem individuum, jaz prisegam na to in skozi to razmišljam. Tako da sem tudi to na nek način skozi to perspektivo povedal. Tukaj se mi zdi, to se mi zdi problem. Kot rečeno, tisto, kar se dogaja s cepljenjem, pa to, kar cepivo je druga zgodba. No, in jaz mislim, da nas bodo zagotovo podrešli v to sceno. Jaz sem samo malo brnil na tole, če ste slučajno včeraj gledali, da je bil dokumentarc z naslovom Prihodnost dela. Recimo, jaz sem imel te seanse, ko sem govoril o tem, tudi tam mislim, da sem govoril o tem, koliko procentov ljudi govori. Skratka, jaz sem stvari že predhodno prav. To ne pomeni, da sem jaz kar kot pametno. Jaz to tako rekel. Jaz to zaračunal. Nisem si zaračunal, jaz to enostavno stvari prav in spremljal in sem videl, kam to stalca ljudi, mački vedel. In zanimivo je bilo to, da sem 2 leti v bistvu imel neke te seanse, kjer sem govoril, kam gremo s to digitalizacijo, kam nas pelje ta elita, kaj se nam bo zgodil, kakšen bo osip, kar se tiče delovnih mest, potem se pojavi, s tem osipom se pojavi problem zaposlitve in tako naprej. In zdaj bom te prvo sem samo eno stvar prebral, ravno zaradi tega, ker kaj se dogaja. Ko govorim nekaj stvari, oziroma ko sem jih govoril, sem zmeraj znova spadal teoretik za note. Nisem povedal čisto pa to, kar so zapisali drugi. In zdaj bom povedal eno zadevo, oziroma prebral bom, pred leti sem jaz neko knjigo izdal in
bil z mano narejen intervju. Čisto kratko. Vlažne, še ni važno. Ne delamo reklamo za to. Ampak bom prebral, kaj sem napisal pred leta 2017. Zakaj to berem? To berem zato, ker se mi je podobno zgodil s tem, včeraj pa gledam točno to, kar je bilo včeraj v dokumentarcu, to sem 2 leti govoril. Ampak ko sem jaz to govoril pred 2 leti, so se ljudje strano obračali, ti si nor, ti si črnogled, ti si ne vem. Na koncu je vse tako podobljeno, s tem, da normalno, da jaz sem pred tem svaril ta film, da se je pa zdaj končno pripeljal v to realnost. In recimo eden izmed stavkov noter je, ki bi ga rad mogoče izpostavil in podaril, da nas je COVID-19 v prisilil, da smo spričo njega morali čez noč skočiti v digitalni svet, ne pa postopoma in počasi. Demagogija, da ni večje demagogije. Ne? Kdo pravi, da si mi sploh želimo iti v to smer? A nas je kdo kaj vprašal? A je to kar samo umevno? In zdaj jaz predpostavljam, da so oni hoteli, da jaz rečem tako glas. Hvala Bogu, da sem imel COVID, da ni to trajalo 10 let, da se to tako je čez noč se zgodi. Tako nekako nas nagovarja, perverzno. Ampak ljudje to berejo, to je normalno, vse je samo umevno, nič ni samo umevno v tem. Bravo. No, in zdaj bom pa prebral tole, kar sem leta 2017 rekel. Tako le ta novinar me vpraša. Tudi sami se v romanu sklicujete na Shakespeareovega Hamleta, njegova ugotovitev, da je svet vržen s tečaja, a to je zdaj definitivno, je bila izrečena že tam davno na samem začetku 17. stoletja. Njegov poziv k temu, da ga utirimo, je očitno naletel na duha ušesa. Zakaj? In jaz to leta 2017 odgovorim. Svet danes funkcionira v skladu z razmišljanjem Ivana Karamazova. Če ni Boga, če ni nekih norm, ki so na nek način zavezujoče za vse nas, v smislu nadomestka za idejo Boga, potem je vse dovoljeno. Toda svet še zmeraj funkcionira in nekaj je, kar ga poganja na mikroravni, da ne zabrede v filozofijo ali teologijo. To je kapital. Ta pa ne potrebuje svetih knjig ali pa etike. Pač pa na eni strani gorivo za, kar je pohlep in prevzetnost, na drugi strani pa delovno silo. Ta kapital ima eno samo težavo, da se je ta delovna sila preveč razložila, stalno bi nekaj jedla, pila in se veselila življenja, nekako jo bodo morali poboriti, če ne bo ves čas nekaj narobe. No, vse se že trudi v tej smeri. To sem napisal leta 2017. Skratka, hočem zdaj povedati, da sem prerad, pa kak sem pamet, pa tako naprej. Hočem samo povedati, da so že takrat bili vsi indici, da se peljejo stvari v to smer. In... Meni se zdi, da mi mikrofon njihov delati. A dela. Dajva potem takole reči. Jaz sem tukaj tudi nekaj pripravila kratkega. V zvezi s kapitalom, kjer je verjetno res leglo vsega zla. In sicer po nizu machinacij na začetku prejšnjega stoletja je Woodrow Wilson, ameriški predsednik, takratni, podpisal zakon o federalnih rezervah in pustil kronski dokaz grandiozne prevare, ko so leta 1913 v ZDA osnovali s tem zakonom, torej zasebno centralno banko oziroma federalne rezerve FED. Od takrat ta privatna banka posoja denar ameriški vladi in Američanom in jih nato drži v dolžniškem suženjstvu. Pokojni predsednik je ves primer kasneje obžaloval, rekoč, sem zelo nesrečen človek. Nehote sem uničil svojo deželo.
Rast naroda in vse naše aktivnosti so v rokah le nekaj ljudi. In zdaj, Mahor, lahko bi rekli, da morda bi bilo tudi na mestu reči, da ni uničil samo svojo deželo, ampak so implikacije ustanovitve te federalne banke mnogo širše. Ja. Leto 1913 eno od tistih prelomnic v naši novejši zgodovini. Ja, to je bila v bistvu ta ustanovitev Feda, mislim, veliko ljudi sploh ne ve prva točka, čisto enostavno. Ne vedo, da Amerika svojega denarja sploh nima. Da dolar je zasebni denar. To je prva stvar. To je pač dejstvo. Da je Fed, se pravi Federal Reserves, institucija, v katero recimo ameriški predsednik ne sme posegati. Znana je v bistvu neka štorija, da ne bi Kennedy imel ta namen, pa da ne bi ga zato ubili in tako naprej, ampak to so že druge zgodbe. Ampak Fed sam je zasebna institucija in dejansko niti kongres, niti ameriški predsednik nihče ne more na nek način inaugurirati, ali pa vzpostaviti, bi rekel, odnesti nekaj človeka, zaupanja vrednega človeka, ki bi na nek način odgovarjal, bi rekel, tem demokratični svojim vlastem. To je recimo tudi en fakt, ki ljudje ne vedo. Fakt je, da je ta zadeva v bistvu nastala, bi rekel, ta Fed je nastal v bistvu bolj kot ne na pogorišču prve svetovne vojne. In da se je tam začel v bistvu razvijati tripartitni sistem znotraj ameriškega bančnega sistema, sprav trije bančniki, JP Morgan recimo, potem Rockefeller, bil tam mislim bil Carnegie zraven tudi na tem sestanku. To je bil sestanek, mislim, da so ga imeli v Bostonu na neki ladji. In tam so se oni dogovorili, skratka, tam so oni prevzeli ameriške finance. To so bili pač tisti to bogati, kaj se, pa zraven so bili še Vanderbilt, pa zraven so bili normalno naročili, pa še dost, to je normalno, to je svetovni kapital, ki je bil takrat prisotni, ko so oni ustanovili ta Fed, so v bistvu vedeli prišli so v bistvu na idejo, da se ta zgodba, ki smo poslušali v osnovnih pa srednjih šolah o tem, kak je potem Roosevelt reševal Ameriko z New Dealom in to so taka farsa, ni več. To obstaja celo, bi rekel, to je že za Američane farsa zdaj, ker študirajo ekonomijo in tako naprej. Skratka, bili se, da takrat, ko so šli dol se stopili iz zlate podlage, ko mi Putin gre nazaj na zlato podlago, takrat se je v bistvu zgodil ta izvirni greh. Skratka, meso štanc mašino. Drugi izvirni greh je v bistvu svetovna navezava plačila na dolar. Nafte na dolar. Petrodolar, ne? Petrodolar, ne? Se pravi, ustanovitev potem. In potem so vse te drame okrog ustanovitve OPEC in tako naprej. Vse te, bi rekel, medijske false flag akcije, ki smo jih gledali recimo v zvezi z, to je bilo recimo v 70-ih letih, ki jim je zmanjkalo kao nafte oziroma se je naftna kriza, vse to je bilo ustvarjeno. To so dejansko v bistvu zadeve, ki so povezane z nekimi financami. Ampak kaj je bilo takrat v bistvu, kaj se je rešvalo veččasne? Na nek način se je rešvala ta bipolarnost sveta. Vse tega ni več. Po padcu Berlinskega zidu smo bili obsojeni na eno samo globalno vlado. In to so recimo pač te glavne banke, ki so zdaj tudi znotraj ameriškega sistema požrle recimo teh, to so afera Enron, pa potem Pahlovija je propadla, pa Hasodioni Brothers, Lehman, pa to so bil v bistvu, to je še bil neka opozicija tega ameriških bank, ki so zdaj Chase Manhattan, Citigroup, Bank of America, Chase Manhattan, Chase City, to je vse isti plan, Rockefeller, Rothschild, tudi poročeni so med sabo in glede povedali. Zdaj, takoj, ko to rečejo, da si teoretik zarode, ampak paste, danes sem pa na ključju videl v eno objavo tam,
tega sivega papeža in tako naprej, levo in desno. Glede, to niso neke take, kako ne rečem, ljudje to potem tako vidijo neke religiozne skibe za vrstne objave. Ne, tu gre samo za denar, samo za biznis. Ne, recimo objavo je tega tipa Orsinija, stara italijanska familija, Colonna, Orsini, Dieste, to so razne italijanske familije, da ne poznamo zdaj modernih Agnelijev, se pravi snikov Fiat, ki so ravno tako tem poslov. To so vse močne finančne rodbine, ki vse sodelujejo, bodi si v rimskem klubu, bodi si v trilateralni skupini. In če greš tako samo pogledati gor, boste na koncu odkrili, da so bili ustanovni člani, recimo trilateralne skupine, ki še danes v bistvu obsega vse te zadeve. Alan Greenspan, ki je bil mimo grede, mislim, da skoraj 15 let, direktor Feda in tako naprej. Vse ta imena se potem tam ujavljajo. In to ni zdaj, da mi lovimo dodce. To so ljudje, ki na dnevni bazi funkcionirajo. In ko greš pogledati, v katerih svetih vse stojijo, zadnja zanimiva zadeva je bila ravno to, kar se danes gledal Orsinija, ki je bil sestavni del, bi rekel, tega trilateralnega kluba, ki je bil evropski poslanec, ki se sodeloval pri ustanovitvi vseh teh bank. In glede povedal, ta familija je imela 5 papežev, še zmeraj zelo aktivno, čez 40 kardinalov, se pravi, imamo tukaj ena tradicija nekega kapitala, ki obstaja, Vse poti vodijo v Rim. Ne vem, če vodijo vse poti v Rim, ker je to zdaj zelo razširjeno, tudi lahko bi rekli na Wall Street, lahko bi rekli v City of London. Skratka, to je vse skupaj pripredeno. Vse te rodbine so odnekdaj bogate in imajo svoje deleže v teh kompanijah. Ampak to se vse skupaj zgostili zdaj v neke te neformalne klube, ki nam na nek način vladajo. In to mislim, da smo zdaj doživeli en kut udarec na zahodu. Če se je pri to dogajalo v obliki vojne, Bližnji vzhod, se pravi, neka geopolitična kontrola, doktrina Zbignjeva Bžežinskega, ki je bil mimo grede spet glavni svetovalc, od Kissingerja naprej, Kissinger je zdrav, to so glavni politični jastrebi, ki so na nek način tlakovali to pot in recimo, tako mimo grede povedano, samo to še povem, Zbignjev Bžežinski, njegov sin je zdaj spet zdraven, v tej vladi, kaj je tale tip, ki je zdaj državni sekretar ameriški, Blinken, recimo, on je bil ravno tako v vseh teh trilateralah, vse posodnote. To so ljudje, ko so tam. To niso ljudje, ko so kar nekje, imajo neko službo, oni so vsedijo v vseh teh variantah. In to zdaj vlada, oni nam vladajo. Še skoči nazaj, osnovna geopolitična strategija ameriška, imeli smo Monroejevo, tista je že pozabljena, to je bilo v času svega Wilsona, Roosevelt in tako naprej. Osnovna njihova ideja je zdaj v bistvu program, ki sta ga na nek način so ustvarjala Kissinger in pa Bžežinski, ampak na podlagi danih razmer, se pravi, globalnih interesov, finančnih interesov, bodi si vojačkih, bodi si teh plačnih, investicijskih, kakorkoli to imenujemo. In pa veste, kam je vse skupaj to usmerjeno. Vse to je usmerjeno tja, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo zbrati noble. Prve vrtine, Azerbajdžan, Kazahstan, Srednja Azija. To je centr. Tisti, ki vlada temu prostoru, vlada svetu. To je doktrina Bžežinskega. Vsake modo je tja, tam je nekaj. Super, se pravi, zdaj smo rekli, da je denar gonila vsega, ampak tukaj imamo še voljo do moči in ničeja, onkraj dobrega in zla, ko imaš ti enkrat toliko denarja, te pa najbrž popade silna želja, da bi obvladoval človeštvo, da bi mu naredil veliki reset, da bi ga pel v 4. industrijsko revolucijo, kar pa lahko potem poveva volja do moči. Kam nas peljejo? V Šanghaju so pred enim tednom dobrim
ljudje kričali na balkonih, zato ker so bili lačni, ker niso imeli dostavljalci hrane pravico in pripeljati, ker ni bilo več oskrbe. In vemo, da je svet globalna vas, a to zdaj tudi nas čaka. A bomo mi tudi na balkonih kričali v agoniji? Jaz se bom vrnil na to, kar sem tle napisal. Na besede Karamazova. Tam, kjer ni Boga, je vse dovoljeno. In tam, kjer ni moralnih norm, tam, kjer nimamo moralnih standardov, je vse dovoljeno. Ko se enkrat zgodi to, da ti se sujejo, rekel, osnovne te sociološko sprejete moralne norme, govorim v širšem smislu, ki so seveda nastajale skozi neke razvojne cikle različnih civilizacij, kjer smo se učili na dobrih in na negativnih stvari. Pravo imamo zato, ker smo videli, da je človek zrel. In zato imamo zakone, da mu preprečimo samovoljno delovati. Nürnberški zakoni so nastali, zato ker imamo izkušnjo s holokaustom. Se pravi, Bog ne daje, da jih spreminjamo, ker smo videli, kaj se je človek sposoben narediti. Torej, to je ena stvar. In zdaj praviš, kaj se tam dogaja. Dogaja se zato, ker ni Boga, narekovaj Boga, zato, ker ni morale, zato, ker ni moralnih standardov, ker so jih sesuli. In kdo so zdaj oni? Ne? Zdaj, ker je bila ta epidemija, so doskrat rekli. Ti, ko praviš, Bill Gates pa to, ker jaz njega pointiram, pa napravim, da on to dela, on je organizator glavni. On vseh teh elit, ki so, to je mreža, to je ogromna mreža, to ne moš pointirati, ne moš reči Rothschild, ne moš reči Rockefeller, čeprav njihove fundacije v tem pišejo, so napovedali, da se dogaja. In to se nam je vse zgodilo, čisto vse se nam je zgodilo, točka se nam je dogajalo. In ti še tvoj še vedno ne verjame. In ne moš jih z njim pointirati, ne? Ampak, kar rečem, pa so pa rekel, zakaj misliš, da bi Gates to počel, veš, koliko ima on denarja, ne, v tem stilu. Pa zdaj še, jaz ti postavljam isto vprašanje, če imaš tu denarja, zakaj to počneš? Ker jaz še imam tu denarja, jaz se ne bi s tem zebal. On se ni očitno, gre za nekaj drugega. Ti praviš, da gre tukaj po eni strani, bolje pomoči, ničeranski občutek. Ja, ničeranski občutek tega, jaz mislim, da je stvar precej bolj kompleksna, da tukaj ne gre za nekega, ne vem, cankarjanskega kantorja, kaj so še podobni liki, recimo Ibsen, pa v literaturi tega stebri družbe, recimo ena taka tudi na to temo drama. Strindberg je tudi o tem pisal, predvsem te Norvežani, pa Švedi, Nordici. Jaz mislim, da je to mislim, da se te ljudje te morajo nekaj delati. Oni ko so skupaj rečejo, jaz, ko se uživim, prvo uživim, mi rečejo, pa zdaj, ne vem, dol sem dal najlepšo Rusinjo, ono, a fajn bi bilo, da ne je bila več stara 25, kač je bila 16, da bi še to proba, to me dovolje. Demo 8, ne? To govorim o eni smer, mogoče, ne vem, potem rečem, demo, kaj pa če bi mi zdaj naredili tako žurko, ne vem, to se pa naveličajo tega. Pa me gre nežice, ko gre na letališče, pa imam tisti privatni džep, pa pa čakati, ko tisti Ryanairi non-stop letijo, ne moramo takoj pristati na letališče, to je treba ukiti. Dajmo se mi malo zmeti. Mislim, oni imajo, to je njihov svet, drugačen, ne razmišljajo z našimi dušmi, oni, veš, bi njim bral Dostojevska, pa se pa manj bavali od smeha. Kako bi se to podalo, ne da se pomogali, ki razgovori, čas se stav, celi se kvarja. In potem pridejo do takih idej. In to so ljudje, ki nimajo neke drugače razmišljajo. Ne? In to je nekaj napuh, mislim, probajte se z njimi pogovarjati, se ne boš mogel z njimi pogovarjati. To je tudi napihnjeno, da ne priješ, on ve vse, 100%. Probajte se z našimi poslanci, jaz probam se z njimi, dve, malo tako govorim. To me tudi dol gledajo, da me že malo narodno držim. No, res, ne da se oni teh besed, ki jaz tukaj imam, ne slišijo.
tukaj so prevzetni, to sem tudi napisal, prevzetnost, pohlep, to sta dve stvari, ki se v njih potapljajo. Po mojem so tu, zato pa spravim, če mi želimo na nek način ta svet spremeniti, se moramo vrnati nazaj na te moralne standarde, pa naprej si moramo postaviti filozofijo. Filozofijo moramo dati v spredje, ne znanost. Znanost je bedarija, totalna. Znanost je uporabna samo to, kar je lahko uporabljal v smislu neke tehnologije, da se potem ekonomsko splača. To se lepo sklada. Kaj pa filozofija? Spet na problem. Torej, to se lepo sklada z tole filozofijo Patra Bržana, ki pravi, da bi bilo za otroke dovolj, če bi se 3 dni na teden učili novih znanj, pa potem en dan veščine, pa en dan kreativnost, da se v naši šoli, javni šoli in tudi v drugih javnih šolah dogaja ravno to, da otroke poneumljajo s to količino podatkov in jih zasuvajo z nepomembnimi stvarmi, samo to, da bi jih nas pravzaprav odvrnili od našega bistva. Glede na to, da pa morajo neki delati, neki... A lahko tale mikrofon pogledamo, zakaj ne dela, tistega zna? Ja. V glavnem, neki morajo delati, deli globalisti, mogoče potepali delo, ker tega ne. Pred nedavno tega je bilo v Celju, v vaši organizaciji, eno odlično obiskano predavanje Krišimirja Mišaka, ki je napisal tole knjigo Smrt transhumanizmu, svoboda ljudem, izdala je založba Pasadena, danes je med nami tudi njihov direktor in bomo še kakšno mogoče nitko iz tega potegnili. Mislim, da oni verjetno računajo s tem, da imajo blazno dobro idejo, da bojo oni nas v transhumanizem pelali. Zdaj pa čisto resno, naše volitve 2022 se dogajajo na pragu transhumanizma, ker tole, ker nam dol spuščajo iz teh chemtrailsov, so v glavnem strupene kovine, aluminij in tisk se malo poglobil tole, zdaj ne bi šli v detajle, ve, čemu je to namenjeno. To ni za vreme delati. Torej, smrt transhumanizmu, svoboda ljudem. Zdaj takole, jaz mislim, da bi zdaj preveč zašla, če bi šli v ta transhumanizm in tako naprej. Zagotovo, gremo v to smer, to je koliko jasno, zadnjič je bil Mišek zelo šir, kar se tega tiče, celo za marsikoga izmed nas, recimo se s tem ukvarjamo na dnevni bazi, mogoče celo manj širok, mogoče enostavno tip je genialac, ima tukaj nekih idej, ima tukaj nekih informacij, pa v bistvu tudi te sposobnosti, v bistvu akceptiranja vsega tega, da si postavlja neke svoje notranje baze, rečemo temu tako, da v bistvu potem iz njih vleče ven in daje neke primerjave, da se človek na nek način včasih zelo vprašal, če niso Miška že spravili to fazo. Tako je genialno po eni strani. No, tako da jaz ne bi zahajal vsem v to smer. Jaz bi mogoče se obrnil nazaj k temu, kar sem rekel. Bistveno se mi zdi, da ne izstopimo ven iz tega, pa ne je še tako trhu vozu demokracije. To je ena ključna točka, ki se mi zdi pomembna. Druga točka je, da uničimo kult znanosti, da ga uničimo. Ker to je kult, ta znanost ni to, kar oni govorijo, da včeraj si poslušajo, je ravno, mislim, da nisi ravno. Je ravno, a ga nisi ravno, mislim, res, to je res
a ti ni sram, ne, samo to, nekaj kemijskih katastrofa. In potem poslušam recimo razne te ljudi, ki dejansko, jaz sem že povedal, znanost, če se resno ljudje posvetijo, bi rekel tisti pravi znanosti, na koncu znanost trči v teologijo. Ali je to mikro, ali pa na trči na teologijo. Mi si še do zdaj na tem svetu nismo več dokončnega pojasnili. Mi smo, kar se tega tiče, na ravni Platona, Aristotela še zmeri, pa lahko govorijo, kaj hočejo. Znanost je, seveda je napredovala v bistvu v tem analitičnem smislu, ta hibridizacija človeka pomeni napredek v znanosti. Kaj to pomeni? Kaj to prenaša? To do nas prije na zaključek Hilbertovega romana, v osnovni delici, tam notravno, v bistvu napiše, tak sta uspel umirajočemu človeku, oziroma izumrtju človeštva, pravzaprav, nora zaključek romana. Ampak jaz, ko sem to bral pred 20 leti, sem rekel, to je fiction, zdaj pa biti, da je to očitno, ker on je tudi bioterapolog, očitno že imel nekaj kar konkretne informacije na to temo. In jaz sem bil vrnil človeku, jaz sem bil vrnil nazaj k temu, kar smo v biološkem smislu. Ne vidim, jaz ne vidim nič zanimiv na tej znanosti. Mislim, že v osnovni šoli iz tiste matematike pametne na nek način rekel, da vse so fajno, tako da caj, ne bi se skrizmi družil, pa se še vrački druzga delati, ampak oni so bili gor vzeti, na nek način so prišli noter zdaj v en sektor, pravzaprav, ki je pa tako zdaj že specializiran, da se si še imet njihovih ne bo se pomati. A je to smisel, naš civilizacijski smisel. In potem bom spet ko rekel, taki bi zdaj bi tam en doktor cak rekel, veš, ampak če bi ne imeli, ne vem, laserja, pa ne bi mogli operirati te operacije. Mislim, sorry, je še bolj, se ne moram prijeti. Treba mi to morali se vrti v filozofiji, da se zmenimo, ali bomo imeli javno zdravstvo, ali bo ta laser namenjen samo temu, ali ne bo namenjen temu, a to niso teme naših pogovorov. Ali o čem se zdaj pogovarjali? O tem, da imamo še boljši laser, pa boljši laser, pa da bomo še rešili to, pa rešili, pa živeli, transformano šli v kaj, v nesmrtnost, to je, meni je to strašljivo, jaz hočem pomreti. Ne danes. Ne, jaz hočem pomreti. Zato, ker na življenje gledam približno tako, da ne tako kot oni meni pravijo, da nisem solidarn. Jaz sem solidarn z večnostjo, jaz želim umreti, ker za mano sem življenje povil. Življenje je tisto, ki je nad nami in življenje je tisto, ki nas na nek način nadvladuje. Mi smo mu podrejeni in ono je tisto, ki je iracionalno podilo. Mi smo pa tisti, ki odpadamo, kot kosti. Življenje gre naprej, naše generacije za nami gre naprej. In kaj dela ta trenutna današnja družba? Jebenemo Davidu Rockefellerju stali 5 mladih src. Petkrat sem srce menjal. Temu stvorom. To je smisel medicine, kaj? Da bo David Rockefeller živel 110 let, pa se že vsi pomrli. S kom se pogovarja to ti? Kaj hoče povedati? Jaz želim umreti. In mi moramo to filozofijo vrniti nazaj, za moje pojme. Nisem rekel, da bomo zdaj kaj naredili črljivi skupinski samomor, da citiram zdaj pa nekaj avtorja. Vrniti moramo te stvari nazaj v neko našo normalno. To je normalno, da umreš. Normalno ne pa, da se ti bojiš življenja. Ti ljudje, transkomani, sovražijo človeka. Oni ga sovražijo.
Oni sovražijo naravo, oni sovražijo to bivanje, tu zato to spreminjajo. Oni so demiurgi, želijo biti bogovi. Oni spreminjajo to realnost. Pa zakaj? Pa dej se jo, oni že vse vedo v tem svetu. Jaz sem bil 25 let od njih, po celem svetu sem se klapal, garantiram, da sem bil največ sveta od vseh vas, bil sem na 80 državah, 100%, lote bi bilo več, pa to smo ni pomembno. A veste, kaj sem na koncu ugotovil? Da pojma nima. Da nič videl. Svet je tuk malo enih stvari in ti ljudje mislijo, da ga vladajo. To je napuh. Sociopati, psihopati, whatever. Hočem reči, vrnil se nazaj k filozofiji, prosti. Tole si čudovito povedal, Mohar. Vem, da pišeš novo knjigo in upam in želim, da bi hiter prišla med nas. Tvoj jezik je res bogat in tvoja misel nas navdihuje. To, da moramo uničiti kult znanosti, to še nisem slišala od nikogar, ampak jaz sem isto premišljevala. Teh napihnjenih znanstvenikov po teh inštitutih, teh napihnjenih filozofov, ki nas nagovarjajo iz teh napihnjenih medijev, tega napuha resnično, da imajo v zakupu neko resnico, ki nam jo bojo razkrili, mi pa čutimo resnico srcem in vemo, da je resnica svetloba. In bomo našo pot nadaljevali brez njihove pomoči, potem pa spet mi dej nazaj. Minutka sem skočil, zdaj se spomnil ene dobre primerjave. Jaz sem imel frenda, on je magister kemije, zelo fajn dečko, tudi necepne celo na moje strani v tem kontekstu. No? Ampak ni pomembno, ker meni je vse, vsi nisi prihane. In on je imel hči. On je imel vedno navado, da je svojih hči vse razložil znanstveno. V vsakem stvari razložil znanstveno. In žena je to bilo tako malo manj znanstveno. Ne? In mi gremo enkrat tam nekje smo bili v Italiji, smo bili tam nekje na Posočju, nekje smo bili in se pride do neke nevihte in ta mala gleda reče, oči nevihta bo, ne, on, ja. Pa reče ona, ja, Bogec se krega. Laura je rekel, ne, Laura, ne, ni to, da se Bogec krega, ne. Tu imaš, gled, to je čisle, tu imaš lake, tu pride do tega, tlak tak, tu je tak, bla, bla, skratka, in pride do medsebojne električne napetosti, oziroma ne znam razložiti, skratka, skušajo razložiti s fizikalno logiko, na kak način pride do bliska in strela. Mama posluša, tu še pleče, polnodani strela, pa se Boge strela. No, skratka, brez tega ne gre. In zdaj še en skok v znanost, da jo tematiziram. Trenutno vemo v znanosti to, govorim o nastanku vesolja. Dokazano je, da 10 na minus 49, mislim, sekunde. Do tja sežejo meritve velikega Boga. Takrat je bil, predvidevajo, predstavljati si ne moramo, da je bila ne to vse, kar imamo zdaj to vesolje, je bilo neskončno spuščeno v tisto singularno točko, ne, do 10 na minus 49. Potem je prišel do velikega Boga. To je recimo informacija, ki je na nek način danes znanstveno potrjena in zelo verjetna izmerjena. Si predstavljate? Še enkrat govorim. Vse to, kar imamo, si predstavljate. To je bil en velik to bi eksplodiral. In zdaj imamo to vesolje, ki je razsežil. Ampak nazaj, ker smo šli, zdaj pa to vse skupaj stlačimo v eno vrečko ali v eno flašo. To lineš note, ne? In to se stlači in postaje vedno bolj gostota, vedno večja, dokaj ne prijemo do popolne singularnosti. In danes, kaj delajo? Imamo rdeč, pa moder odmik, ne? To merijo svetlobo. Mi merimo svetlobo. Na podlagi te svetlobe mi prihajamo, je posebna frekvenca, ki se mi grebe ujeli na televizijskem ekranu, če požgete, ki še nimate kanalov, dela.
ker poslušate na televizijskem ekranu, to je veliki pok. Vi poslušate veliki pok. Vi poslušate milijarde, nazaj resno govorim. Vi ga poslušate. To je ta frekvenca. Dva fizika sta to ugotovila in prišla ta spoznanja na 10, na minus 9, što so se potem smeli te rdeče odklope, paste. Pa kaj se dogaja? Tukaj pa zdaj nastopi entropija. Entropija je v bistvu, recimo reči, potem vedel kaos, ali kaj ta se najbolj bo prenestavno. Skratka, ko se je, kaj se zdaj dogaja? Ugotovili se je, da na podlagi entropije, da mi prehajamo iz urejenosti v neurejenost. Ko smo mi začeli tle tak hip govoriti, je bilo to vesolje bolj urejeno, kot je zdaj ta hip, pa ne zdaj odnajo, ampak ker to tako je, v smislu, da je bolj neurejeno, kot je bilo od tiste trenutku, ko smo začeli govoriti. In bolj, ko se vračamo nazaj proti tisti singularnosti, govorimo o fizikalnih, zdaj, mislim, morate si predstavljati, ker gledamo zvezde, gledamo preteklost, gledamo v ostanke tega velikega poka, ki se je različil okrog nas. In ko gremo nazaj na tisto singularnost, mi gremo proti urejenosti, če se stopne. Mi gremo v vedno, pa si zamisli, mi gremo v vedno večjo urejenost. Iz naše neurejenosti, če bi se vračal, če ne vesolsko vlade, šli preteklost, bi se vračal v urejenost. Pa veste, kaj je to? To ni evolucija. To je kreacionizm. Creation. Mi gremo v logos, v logičnost. Tako nam entropija pravi. Entropija vesolja. To je zbeljivo, to je znanstveno dokazano. Zato sem prej rekel, da je vsaka resna znanost se na koncu dotakne teologije. Ker tukaj pa trčimo v to, kar si ne znamo pojasniti. Še vedno smo pri Bogu, tako kot so bili Platon, svojo vodlino in tako naprej, tako kot je bil Aristotel, tako kot je bil Spinoza s svojimi monadami, kam do tiste zadnje teologije. Mi smo še vedno tam. Mi nismo prišli naprej. Mislimo, da smo, zato ker imamo medije, kjer se kuričijo. Oni se kuričijo. Oni niso resni znanstveniki, oni so naturanci. Če bi bili resni znanstveniki, potem bi bili vse, kar se tega tiče, manj natrkani, manj bolj ponižni. To je problem. In niso. Zato imamo pa take težave. Ker mi imamo pravkar s temi ljudmi, ker niso zadovoljni s tem svetom, pa ga še tega ne poznajo. To lahko vsak izmed vas njim reče in tle se bojo ustavili. Nimajo nadaljnega argumenta. Nimajo ga. Oni reče, ja, pa do tega, da se je pripeljala znanost. Znanost, da se je pripeljala do tega, ko se je pripismo. Čistko je, pene razlike in pač ko je, pa prosto. Noč, vse je v redu. Priš kakih otoka nijam naprej. Ja, zdaj imaš šokti več besede kot jaz, ampak gremo tako ne reči, da prej si omenjal Arta Pasilino, učrljivi skupinski samomor. To je res odlična knjiga, vam jo priporočam v branju v teh težkih časih. Fajn je, ker na konci ni ratal, ne? Ampak, ko se mi lajki soočamo z vesoljem, je pa tudi dobro videti, kaj je Douglas Adams priporočil v svojem štoparskem vodniku, ko bomo šli na našo vesoljsko pot, ne pozabiti brisačko sabrozeti. Da ne bi bili preveč resni, ne? Ne, brisačko mu smetiš, lahko se najne osedeš, lahko se obrišeš z njo, lahko si oči pokriješ, ko greš spat, v glavnem je en dober pripomoček. Jaz imam pa ponavadi, ko hodim okoli, tudi po raznih velikih, imam pa parejo zelo rada. Parejo je tudi v redu. Pa še nekaj je, da če vzameš brisačo s sabo, temu se reče zdrav razum. Tega manjka, ne? Lahko si ti ne vem, kak znanstvenik, ne sem na konče smoker, je fajn, da se brišeš. To se nam zdaj oduzeli z vsem tem, ta zdravo razum. Čakamo na navodila, vzamemo brisačo, ne. Ja, ti si imel dosti upravka s temi, da rečemo, malo grdo tepci, da si vodil okoli v skupinah.
Bova šla na stranke, sem hotela povedati, da pač je dober knjige brati, so naše najboljše prijateljice in da mi nismo za digitalizacijo in nismo za računalnike in še najmanj smo za ministrstvo za digitalizacijo, ki so ga v Sloveniji kar naenkrat imputirala. Ne? In zdaj, ker bova počasi šla na volitve, v tej naši Sloveniji, ki je bila leta 1994 registrirana kot podjetje, v AIPES-u pisana Slovenija DOO, pa v Delavaru, pa Santome Principe smo pa registrirani kot korporacija, naši direktori sta se vedno kdo, ne, slaba kopija Putina pa Medvedjeva, Janša pa Pahor in mi bomo zdaj šli volt, ne, nove poslance za državni zbor, ker itak smo videli, da ni imel nobene besede več, ampak da so vse na nočnih sejah več ali manj sprejemali, včasih celo za nazaj. Ne? Tako da evo, zdaj prideva do bistva, končno mislim, da so zelo lep bogat poročni okvir postavlja temu zdaj jedernemu problemu nas Slovencev 2 tedna pred volitvami, resnica o volitvah 2022. Ja, res si postavlja lep okvir, zagotovo. Se pravi, in v tem okviru smo. Mi smo pač enostavno, pa ne samo v okviru tega fakta, ne, da smo korporacija, ampak tu je v bistvu še drug kontekst. Tu je kontekst Evropske unije, tu je širši globalni kontekst, o katerem smo govorili, tako da dejansko nimamo kaj dosti nimamo dosti manevrskega prostora, enostavno, to je jasno, ne? Ampak, če bomo zdaj vprašali kogarkoli izmed teh poslancev, ki so danes še zmeraj tam aktivni, pa rekli, a smo mi suverena država? Jaz sem prepričan, da bodo čisto vsi govorili, seveda imamo obveznosti do Evropske unije, ki jih moramo izpolnjevati, ampak mi smo še zmeraj suverena država. To je bil odgovor, skoro prepričan sem. Se vam zdi tako? Po mojem, tako bi rekli. Torej se na nek način strijemo, ampak to je laž. In jaz se zavzemam za to, da govorimo resnico. Moja prejšla na tiste debate, ki sem jaz bile ravno na to temo, da ves čas govorimo resnico. In jaz, recimo, koliko, ker je bil primer 9/11, ko sem govoril, zakaj je padel tretji steber, oziroma stolpica. Zakaj nisi videl letala, ko bi preleteli v Pentagon? Zakaj nisi tega videl? Povejte mi, odgovorite mi na to vprašanje. Oni bi rekli, ti si nor, enostavno, blebečeš. Ampak ta neresnica se nam vleče, to neresnico ne sme niče izreči v Evropskem parlamentu, da reče, to je resnica. Ne, vsi bodo šli 100, tudi jaz sem prepričan, da oni vsi vedo, da je to laž. Oni bodo šli in bodo stali, pazite, zdrav tega tipa, ker ga rečil, da se to sesuje, pobije 1500 ljudi, in ta morilec stoji na njihovem grobu in skupaj s svojimi prijatelji, ki morajo poslušati morilca, zraven joče to. Oni joče zraven. Perverzno. Oglavno. Svinje. Bez drugega ne more reči. Tako nekako to poteka. Skratka, in moja teorija je ta. Če se mi želimo iz tega sranja rešiti, potem moramo enostavno govoriti resnico. In kar se tiče teh volitev, zame osebno, in to je dokument, na katerem piše: spoštovane državljanke in državljani, glede na napovedi o bližajočem 4. valu epidemije COVID-19 in s njim povezanimi posledicami, vas predsednik državnega zbora in vodje poslanske skupine skupaj pozivamo k cepljenju. In vsi so ga podpisali. Brez izjeme. Skozi to logiko jaz gledam na to. Ti ljudje in te volitve so zame s tem dokumentom nelegitimne. Ti ljudje, ki so nas silili v to zadevo, nas maltretirali, mučili, vse to, kar so počeli, vsi veste, kar so počeli, nimajo nikakršne druge pravice več v tej državi, kot to, da stopijo pred sodnika.
Ampak to je seveda fikcija. Ampak če želimo še kdaj ta planet zrihtati, potem moramo slediti resnici. Če ne, pa gremo z njimi v korak, pa se lažemo, pretvarjamo, ne gre na brupanje, očitno bo pač še naprej ta planet tako funkcioniral kot bo. In zdaj se bom zelo skočil korak više. Jaz sem zato, da ta slovenska politika taka prihaja, njo bom volil, kogarkoli, ne bom povedal, koga bi, koga ne bi, enega izmed njih. Jaz osebno bom tako rekel, jaz bom bolj tiskal, ker sem ga videl, da je tam stal takrat, ko je moral stati. Kdo to je, da bom izdal, ker to je pač moja vizija, da ne bi slučajno te vi si vsi dal tako moč sugerirane, ampak da ne bi bilo, da jaz kao te sugeriram, kogarkoli, ker ni z tega sestrana. To je točka 1, točka 2, tistega, ki sem ga osebno videl tam na tistem mestu. Žal mi je, da se ti ljudje niso povezali. Ker če bi se ti ljudje povezali, potem bi te volitve dobili 100%. Tako pa jih niso pesimisti. No? Ampak jaz sem šel krožiti tizga, ki ga tam vidim. Ne? In še eno stvar bom rekel. Volil bi to stranko, ki se pa zauzemala za to, kar sem že prej govoril, za legalistično, za to, kar smo se slabega naučili v preteklosti. Se pravi, tistega, ki bo podprl mednarodne konvencije, ki smo jih sprejeli za to, da se zaščitimo pred samim sabo, pred človekom zverjo. To nas je Auschwitz naučil, Mengele, zgodba Mengele, celotne zdravniške ekipe, ki se znova pojavila zdaj, pa mislim, zdravniki, znanstveniki, so možno, ne vem, pojma nijam, ampak zagotovo pa ne ljudje v tem kontekstu. Pa ne govorim se za vse, ne bom poslušal še to, ker imam par vremena za to vredo. Ampak nasplošno, te, ki so, jih je premalo mamon, denar, ugled, pa še pičke so stranih, ne? Tisti, ki so spoznali, za kaj se gre. Ne? Pardon za ta izraz, ampak ne najbolj drugega za to. To je pička, ne? Pizda, pardon, pizda. Pizdajalc. Ok, redo. V glavnem, jaz mislim, da so volitve s temi strankami nelegitimne. Resnica je, da morajo ti ljudje, to so že prej povedal, in dokaj ne bomo tega dosegli, bo ta svet tako, kakšen je, ne? Kadija te sudi, kadija te tuži. Oziroma obratno, kadija te tuži, kadija te sudi. Tisti, ki so tam, ne? Zdaj, ja, če bi pa prišli noter, recimo, pa da bi se slučajno zgodili, da bi ti prišli, bi bil pa spet osebno za izstop iz Evropske unije v tej obliki, v kakršni jo zdaj poznamo. Če se Evropska unija se mora spremeniti, če želi, da bi Slovenci šli v njej. Prevzetno, ne? To je logika. Vi se boste spremenili, ker vi kršite vse norme, civilizacijske norme. Mi, mali Slovenci, glupi in taki, ko smo pa zdaj to povedali. In če ne boste tako naredili, bomo šli ven, mi gremo ven. To bi bila moja logika. In potem bodo rekli, pa kaj pa ena Slovenija? To, imaš svoj glas, ta glas, ko slišali Čehi. Rekli, bravo, ne, če ima, čist prav, res je. In to je velika. Tukaj imamo večjo moč Slovenci, kot si mislimo, da imamo. Večjo. Nismo tako mali. In to je dobro, da smo v Evropski uniji zaradi tega, ker je naš glas lahko tudi destruktivn, kolikor je lahko tudi kreativn. Bi si želel, da je bil kreativn, pa nam niso kaj preveč pustili. Zdaj pa ne bo vse destruktivn. Zato, da se osamosvojimo. Ne? Zato. Tako da. Bravo, to se pravi, ven iz Evropske unije, če se ne bo spremenila, koliko bomo hoteli, in absolutno tudi ven iz Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo hočejo.
ki nam jo hočejo imputirati kot eno globalno vlado, ker nas tako zelo skrbi za zdravje, ker mislijo, da so nas tako prestrašili, pa nas niso. V glavnem Mofor oblikuje se pa nova zavest, ne da. To se pa lahko strinjamo. Na vseh teh lažeh enkrat je pač bilo preveč in se je začel lonček puha, je šla kaša čez in ta kaša se zdaj razliva. In tako kot smo slišali že tlele v učilni v Dombosku, resnica nas bo osvobodila in v tejle dobri uri pa pol smo zvedeli s tvojo pomočjo veliko resnic. Hvala ti. Hvala. Izredno druženje z Moforjem nadaljujemo z Miranom Kocijančičem, Mirom iz Obale. Miro, dobrodošel v naši sredi. Živjo. Izvoli, vroč stol. Tebi smo poverili nalogo, ker smo zdaj prihajamo pravzaprav v jedro te naše današnje dogodivščine, ko smo rekli, da ni več pomembno res, kaj tele stranke govorijo, zdaj smo na vrsti volivci, ampak vseeno je dobro, da vidimo na kratko, Miro, kakšne so volilne vsebine tistih strank, ki nas še zanimajo, to so stranke antikovidskega bloka, pa prosim, ker če poveš analizo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Upam, da me Mohor slišim, da bo ostal na kar partijo, da rečemo še kakšno skupaj, kako se bi to zanimivo povedati. Torej, zdaj je meni pripadla ta nekako naloga, da spustim debato dosti niže iz nekih skoraj metafizičnih sfer v močvirje slovenske politične scene. Najprej, da morda tudi sami malo razmigate svoje ramenske sklope, bi želel tako malo biti eno sliko, koliko med vami ali pa med nami tukaj nas je odločenih, da gremo na volitve. Če prav vidim, smo skoraj vsi za to. To ni mogoče. In kakšen pa ne gre na volitve? Dobro. Od tem, ki gremo na volitve, kdo v tem trenutku ve, katero stranko ali pa listo bo volil? No, tu pa nas je že, oziroma, tu pa vas je že, ali pa nas je že nekaj manj. In še eno pod vprašanje, a je tu med nami kdo mogoče, ki bo volil katero izmed parlamentarnih strank, o katerih je tako Mohor tako lepo povedal? Ni, to je veseljivo. Torej, jaz sem naredil en kratek pregled povzetek po podatkih, ki jih je dala Državna volilna komisija. Glede tega, seveda s poudarkom na neparlamentarnih strankah. Pa bi najprej začel z na nek način butičnimi strankami. To so stranke, ki pokrivajo samo določen spektr tem ali pa političnega prostora. Recimo, Vesna zelena stranka in Zeleni Sloveniji. Dve stranki, ki seveda, kot že ime pove, se ukvarjata najbolj, oziroma imate poudarek na ekoloških temah. Zanimivo je, ekologija je ena tema, pa rabimo dve stranke. To je tipičen odraz ega pri Slovencih. Potem imamo tudi še eno butično stranko, sicer v drugi smeri, to je stranka slovenskih piratov. Pri njih oni pravijo v svojem programu tako, da pri njih se bojo zavzemali za človekove pravice, čeprav, ko se je to treba cepiti, so ga podprli obvezno cepljenje, torej imamo to na umu, nismo pozabili. In oni bi, njihovo delovanje pravi v programu, da bi oni varovali podatke in zasebnost na spletu, glavno na digitalnem svetu, vzemili se za prost pretok dostop do vsebin, programov in formatov, torej da na nek način za sprostitev oziroma deregulacijo tega virtualnega prostora. In podpirajo UTD,
univerzalni temelj dohode, kar je v bistvu tudi da zelo dosti misliti. No, potem moj someščan Boris Popovič bo nastopil na volitvah z sloganom Digitalizirajmo Slovenijo. Bomo rečemo samo ne hvala. Gremo naprej. Prihajamo zdaj nekako strankam, ki utegnejo, morda tisti, ki še niste odločeni, vas utegne prepričati njihov program. To je Domovinska liga, ki lahko spremljate tisti, ki gledate na debatah neparlamentarnih strank. Oni imajo poudarek na zaščiti slovenstva, suverenosti, svobodi govora, so proti obvezanju cepljenju proti COVID-19, te vprašanje je, kako je pa z drugimi cepljenji. So proti zelenemu prehodu, to je ta zelena revolucija, ki jo forsirajo globalisti. Se zauzemajo za depolitizacijo državnih sistemov, liberalizacijo dostopa do orožja, kar ima lahko svoje pluse ali pa minuse, koliko vzamemo. Zauzemajo se za ukinitev RTV prispevka, priključitev k višegrajski skupini, so proti LGBTQ propagandi, oziroma za ohranitev tradicionalne družine in vrednot. To je torej Domovinska liga. To je ta vrščič, ta mladi fant oziroma gospod, če se lažje predstavljate. No, bolj pridemo do naslednjega v bistvu konglomerata, so dve stranki, na lista, to je Dobra država plus Naša prihodnost, in potem po sporu z Ljudsko listo se je pridružil še SOS, to je stranka Svobodni in ozaveščeni Slovenije. Bojo skupaj nastopili z eno listo, lahko rečemo na kratko, to je stranka oziroma lista dveh violet, Tomičeve in Bulčeve. Tukaj je Zlatko zraven, Aleš Goršak, ta nepremičninski agent, tudi znani seveda Ivan Galek, ki je tudi imel določeno vlogo v pretekli nomenklaturi. Oni so tudi zelo za digitalizacijo, treba teči. Tudi, se zdaj bom povedal nekaj o tem. Oni se zauzemajo seveda za same lepe stvari. Pravna in socialna država proti korupciji in nepotizmu, samo skrba na vseh področjih, svoboda govora, spremenjen tudi medijski zakon, prevetritev kadrovanja, reorganizacija in dostopnost zdravstva, za gradnjo hidroelektrarn tudi, torej gradbeni lobby bi treba prišel na svoj račun, ukinitev COVID ukrepov seveda in še nekaj verjemte, da ni časa tu za vsakega prodrobno predstaviti program. Torej, tu v tej stranki smo rekli, na tej listi bo nastopil SOS, potem imamo pa ZOS. SOS je bil prej, zdaj imamo pa ZOS. To je pa zavezništvo za Osvobodimo Slovenijo. Najbolj viden, ki tudi združuje nekaj gibanja oziroma strank, najbolj vidna je gibanje Zedinjena Slovenija, to je Šiško, znani, ki so ga mediji tudi se ukvarjali z njim, demonizirali včasih tudi. Potem je ta Fronta narodne rešitve, Narodna stranka dela, če se kdo spomne, Marjana Bolšaka, on je bil 2 mandata nazaj, tudi kakšno pikro povedal v parlamentu, je bil kar markanten. Potem je tu Slovenska anarhistična stranka, ki se sicer zauzema ne za anarhijo, kot bi jaz želel, ampak bolj za liberalizacijo drog. In potem Stara pravda stranka prava. No, ta konglomerat, torej Šiško in Friends, bi rekli, oni se zauzemajo za sprejetje nove ustave, za izstop iz NATO, EU in WHO, za vzpostavitev ljudovlade po vzoru na Karantanijo, za revizijo naslinjenja in s tem povezano ilustracijo, za samoskrbo, za ekološko kmetovanje, za pravno socialno državo, splošno povedano za ohranitev vrednot slovenstva. Torej smo videli podoben program, kot prej omenjena Domovinska liga. Zdaj prihajamo nekako med temi, ki po nekih napovedih kotirajo morda najvišje med alternativnimi parlamentarnimi strankami, to je recimo stranka za ljudstvo Slovenije, jaz si pravim stranka pozitivne ženske energije, ki je ta stranka išla iz gibanja Maske dol. Iz te stranke poznamo Avico Vidar, poznamo Esmeraldo, poznamo Roman in še nekaj, jaz se to imenujem, slovenskih ženskih heroin, ker to so res herojke, oziroma heroine, so te glasne od samega začetka. No, in še vedno so, Oni se zauzemajo za izstop iz WHO in NATO, zdaj vprašanje tukaj je z EU,
mimo grede moje mnenje je, da ne bo treba izstopati, ker EU se bo implodirala sama vase in kot še predvihjuče. Zavzemajo se naprej za spremembo in sprejem nove ustave, ki bi jo potem ljudstvo potrdilo na referendumu, tudi za spremembo referendumske zakonodaje, za spremembo volilne in medijske zakonodaje tudi. Sveda za odpravo COVID ukrepov, to je verjetno ena prvih programskih točk in odlokov, za svobodno odločanje o cepljenju, za vzpostavitev pravičnega socialnega sistema, tudi oni govorijo o nekem zakonu o ilustraciji in o ukinitvi financiranja strank iz proračuna. Torej, to je za ljudstvo Slovenije ta stranka. Zelo podoben program, samo s to razliko, da je še bolj razdelan in da so še po moji oceni bolj uspešni pri samo promociji, je to stranka oziroma gibanje Resnica. Jaz sem bral njihov program, sem se vzel ta čas in imajo res v številnih alinejah, skoraj za vsako področje družbenih ali državnih zadev imajo neke svoje ideje in plane in namene. No, to, kar sem rekel prej za ljudstvo Slovenije, vse lahko ponovim za Resnico, s tem, da Resnica bolj sem izbral tukaj, recimo tudi oni se zauzemajo za ukinitev RTV prispevka, za spodbujanje zdravega načina življenja in prehranjevanja, samooskrba prav tako, boj proti korupciji, reforma šolstva, stanovanjska problematika in dekriminalizacija konoplje. Zato se zauzema Resnica. In bolj imamo tle še ljudska lista, zdaj, da sem jo pustil za na konec, nima posebnega pomena. To je edina nestrankarska lista. Zdaj, tu se postavi vprašanje, kdo pa je bolj določil, kdo bo kandidiral v posameznem odboru. Če je nestrankarska lista. Torej, neko vodstvo mora biti, neka koordinacija mora biti. No, oni so edini nabrali več kot 1000 podpisov v vsaki izmed volilnih enot, da bi lahko bolj nastopili na volitvah, da bi lahko kandidirali. Ne? Je pa res, to, kar so jih pobirali sami, nabirali sami, so bili delno uspešni, potem, ko so stopili zavezništvo skupaj z SOS. SOS so se podpisi tudi zdali. Vprašanje bi bilo, kaj če bi bilo. Pa to se zdaj samo lahko špekulacije. Ne? Vse so 12 000 podpisov zbrali. Tako. No, podatki programa, seveda jih je dosti, so, bom rekel, kar aktivni, bili pri predstavitvi in pač v delovanju, recimo tudi v taki. Jaz sem danes pogledal še na spletno stran in tam navajajo ukinitev škodljivih in neustavnih COVID ukrepov, zavzemanje za samooskrbo, zaščito okolja in narave, preventiva pri ohranjanju zdravja, s poudarkom na, da bi se pustilo več prostora tudi alternativne medicine, ne samo te alopatski, katerih smo spremljali zdaj dve leti nazaj, kaj se vse privoščila. Zavzemajo se za prijazno državo v službi državljanom, za gospodarstvo in spremljajoče dejavnosti, ki bi bila prilagojeno potrebam prebivalstva, ne pa toliko trgov, tako imenovanim trgov, za svobodo govora in za pravico biti objektivno informiran, torej tudi oni bi spremenili medijski zakon. Zavzemajo se tudi za, kar sem ti pomenil, za ustavne in zakonske spremembe, nekako tudi za ukinitev teh institutov poslanske imunitete in za odpoklinc poslancev in ostalih državnih funkcionarjev, tudi najvišjih, tudi predsednika države in predsednika vlade. Tako, to je, nekako sem probal biti objektiven, zdaj, koliko mi je to uspelo, da se samo presodili pri tej predstavitvi, ne? Zdaj pa moje, bom rekel, zdaj pa rečem svoje subjektivno mnenje. Jaz sem sodeloval pri zbirki podpisov pri ljudski listi in bom rekel, zato, ker me je prepričal program in ne bom nič govoril o zadnjih in to, bom pa rekel samo eno stvar, da bi ljudska lista, to si upam napovedati, da bi ljudska lista dobila dosti več glasov, če bi Gregor Kos se omaknil od nje. Tako, če bi pa dal besedo v srednji.
še malo stran. Hvala lepa, Miro, naš prijatelj iz decembrskih dni izpred parlamenta, kjer smo se spoznali, ne, ko smo prišli demonstrirati. Vse niti ne vem več, kaj se je takrat sprejemali. Marsikdaj smo šli demonstrirati, hvala ti za to analizo, mislim, to je bilo res perfekten, da smo slišali jedrnato, kratko in jedrnato. Zdaj pa mogoče bi te res povabila, da še enkrat vprašaš, mi moramo priti do skupnega imenovalca, da ne bomo zafrčkali glasov, ker če bo en volil zdravo družbo ali pa ljudsko listo, drug bo volil za ljudstvo Slovenije, tretji bo volil dobro državo in kakšna lepa zdrava prihodnost in še eno imamo resnico. Vse imajo več ali manj suverenost, ne? Potem imajo samoskrbnost pa anti-covidskost, kar je zelo, zelo v redu, škoda, res se niso povezali. Zdaj se dajmo pa mi volivci povezati, pa najbolj da glasujemo, koliko bi to, pa prosim, če ti izvedeš glasovanje, da se zmeti, kjer bo dobil največ glasov, tistega bomo pa vsi volili, ker drugače nima smisla. Dajmo se delati, da smo demokrati, ne, in... Igramo se volitve. Ja. Jaz bi rekel tako, zdaj, po moje je prav, da se delujejo samo tisti, ki niso bili prepričani. Ali pa, ne vem, kakšno je vaše mnenje? Vsi. Kar vsi. Bolj bomo konkretno postavili vprašanje, kdo med vami bi volil resnico? Dobar, preštejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pejmo naprej. Lahko večkrat. Bomo se na koncu še enkrat prešteli. Bomo prišli, Jana. V drugi krog bomo prišli. Pejmo naprej. Ja, bomo naprej. Kdo bi volil za ljudstvo Slovenije, torej Bidarjevo, Esmeraldo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. In pol smo rekli, kdo bi pa za ljudsko listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In bomo ponudili možnost še Šiško, tu in Company. Ne, da niso sploh na glasovnici. Državna volilna komisija pravi, da je ZOS, to je Zavezništvo Svobodno Slovenijo. A samo Mariboru so? Ja, tako da ne bi. Bolj naravno vidi. Damo še koliko možnost, recimo domovinski ligi ali pa dobri državi, da vidimo, če je kdo za dobro državo na našo prihodnost. Torej za 2 violeti. Je kakšno za 2 violeti? Ne 2 violeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra država. Dobra država. Kako ti si bilo zadnjič nastavljeno tu? To je zdaj ljudska lista. Oziroma, nič ni proces predstavljeno, to so vse hvali. Ok, zdaj smo se tako zmanili. Torej, gledamo, pravzaprav, ne vem, a se je kakšen vzdržil, mogoče, ker nas je več, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 ali pa 6 vzdržanih. Kaj nam se? Sam še eno stvar bi rekel, glede volitev. Kogarkoli boste volili, zdaj bom prišel spet napisal, da mi že celih 30 let volimo, mi ne volimo nikoli za nekoga, ampak vedno volimo v glavnem proti nekoga. Na teh volitvah se bo volilo spet proti Janši. Jaz bi rekel tako, glede na to, da vemo, kdo je ekolog, vemo, kdo so njegovi vzorniki, vemo, kdo ga financira, vemo, kdo so kandidati, kdo je dajo štipendijo njegovih kandidatov, rečem tako. Tudi če volite Janše, ne boste naredili tako veliko napako, kot če volite ekologa. Ne bomo
volil globalistov, tu se pravi v Božjem izboru, smo danes na osvobojenem ozemlju glasbene šole Don Bosco v programu Učilne izglasovali dva favorita naša za volitve 2022, to je resnica, 8 glasov in bila 17. To se pravi, tukaj imamo mi svoje polje delovanja. Zdaj, jaz mislim, da vidijo glasovanje veljavno, ker je bil Mohor, je bil odsoten. A si? Najboljše bi bilo, v glavnem, če ne prej se dobimo, ko bo se delila kampanja za predsedniške volitve, jaz bi predlagal, da pride Mohor. Da Mohor kandidira za predsednika države. Pa tega ne mislim za hec. Slovenija je enako energično osebnost, ima karakter, ima hrbtenico, ima tudi druge atribute, nedvomno. Tako, karkoli intelektualno, dušno, srčno in tako naprej. Upam, da bomo najdeli, do takrat je še dolga pot in zdaj so pred nami te volitve, od katerih pač pričakujemo marsikaj, pričakovanje so eno, realnost je pa drugo, ampak verjamem, da bomo morda bolj prijetno presenečeni, kot se mislimo. Ker še eno stvar bi rad povedal, ne smemo verjeti uradnim anketam, ker ankete ne merijo javnega utripa, onega ustvarjajo. Znano je, da če se z agencijo zmeniš in jih fajn plačaš, ti bolj dajo, dignejo umetno rating in potem seveda ljudje grejo na to. Grejo to, kaj bo znamo in potem bolj in manjše zlo. In to je zlo našega volilnega sistema. Esmeralda in gleda in posnete, kako so delali te ankete. Še enkrat, Mira, najlepša hvala. Odličen si. Jaz mislim, če bomo Mohor kandidiral, bova midva vodila njegov volilni štab. Kot je bilo rečeno, do predsedniških volitev je še dolga pot, zdaj lepo pa za kratek intermezzo etno pot še zaigrala, potem pa gremo na realne probleme.